dinamika polnjenja je pri avtobusih zelo predvidljiva. Mi za teden naprej ali pa mesec naprej točno vemo, koliko bomo v določenem časovnem terminu ali delu dneva porabili in se temu primerno lahko, vkolikor bi res to nekoč bila težava, bi se lahko elektrodistributerji tudi na to prilagodili. Zdaj pa mi praviloma polnimo po noči, kjer je pa tako ali tako elektrike dovolj, ker takrat industrija večinoma stoji, takrat je tudi tarifa trenutno nižja, ravno zaradi tega, ker določeni presežki ostajajo takrat elektrike v omrežju in mislim, da to ne bi smelo predstavljati prevelike obremenitve elektroenergetskega omrežja. Se pravi, v bistvu je problem samo polnjenje čez dan, takrat, kadar se vrnejo v bistvu recimo ostane žiče in... Teoretično bi lahko bila težava takrat, kadar so te največje dnevne špice. Največje dnevne špice pa mislim, da jutranja je okrog 6, takrat enkrat med 6 in 7 in popoldanska mislim, da je okoli 2, 3, tam nekje je špica. Takrat, kar se tiče elektroenergetskega omrežja. Ampak mi med špicami, ko je največja potrošnja, takrat je tudi največje število potnikov na cesti in takrat so vsi avtobusi tako in tako na cesti in se ne polnejo. Tako da mi smo ravno obratni z dinamiko gospodarstva, recimo. Se pravi, to itak pomeni, da če bi recimo v bistvu zmanjkovalo baterije spodaj, v baterijo boste vi itak se malo prej ustavili in prej dali polniti. Ja. Izvajanje prevozov z baterijskimi električnimi avtobusi je skrbno načrtovano. To pomeni, da vnaprej informacija o delovni nalogi, ki jo bo vozilo tisti dan prevozilo, se pošlje v vozilo in v bistvu program v ozadju že preveri, ali ima vozilo glede na predviden potek vožnje za tisti dan, glede na klimatske razmere za tisti dan dovoljšno količino zalogo energije, da bo lahko normalno to delovno nalogo prevozilo. In tukaj nekih napak do napak ne bi smelo prihajati. Vkolikor pa bi se zgodilo nekaj izrednega, pa potem je naloga prometnika v našem nadzornem centru, ki 24 ur na dan dela, da odreagira in tako vozilo na liniji zamenja. To je pa podobno, kot če pride danes do okvare avtobusa. Kar se tudi zgodi, pripeljejo drug avtobus, rezervist ga pripelje, zamenjata ga lahko na končni postaji na liniji, če potrebno in se naprej izvaja. In te rezerve so pa dizelske. V prihodnje bojo to tudi električne rezerve, ampak trenutno seveda so rezerve dizelske. Mi vedno se trudimo, da čim več novih vozil vključujemo v promet, te starejši pa so bolj v vlogi rezerve.